Lepo pozdravljeni v drugem delu naše spletne kode. Tokrat bomo spoznali, kako vstaviti fotografije in narediti povezavo. Za začetek pa na kratko in na hitro ponovimo, kaj smo naredili prejšnjič. Ustvarili smo nov dokument, spoznali smo značko HTML in njen zaključek, dodali smo head oziroma glavo, title, kar pomeni naslov, v tem primeru že imam izpolnjen druga vaja, ter spisali body. V našem bodyju se nahajajo značke H1 in pa H2. H1 označuje header, kar pomeni naslov, H2 označuje podnaslov. Tehnopark, Šolski center Celje in podnaslov Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Nato dokument shranimo. Pomembno je, da vedno vse shranjujemo v isto mapo in ustrezno členimo na podmape. Vse vaje imam v mapi Tehnopark HTML, nato podmapo vaja 2 in indeks HTML. Naj ponovimo, indeks pomeni prvo stran oziroma vstopno stran. In preverimo, kaj smo ustvarili. Odpremo raziskovalec, gremo v našo mapo vaja 2 in odpremo indeks. Tako, sedaj lahko pričnemo z vstavljanjem fotografij. V novem zavihku poiščemo fotografijo, desni klik, shrani sliko kot in jo shranimo na isto mesto, kjer imamo mapo. Vaja 2, sedaj lahko ustvarimo novo podmapo, jo poimenujemo slike, fotografije in za lažje pisanje popravimo ime. Ustvarili bomo novo spletno stran oziroma spletno mesto. Shrani kot in ga poimenujemo fotografije. .html. Pričnemo. Stavimo značko za glavo in pa za naslov. In pričnemo z vstavljanjem telesa. Značka za fotografijo je image. Source nam pomeni, kje se nahaja fotografija. Tukaj vstavimo pod do mape. In sicer slike, vstopimo v mapo in tehnopark _logo.png. Tako, vkolikor nismo naredili napake v kodi, dokument shranimo in ko ga odpremo, se nahaja naša fotografija. Naredimo še povezavo, ko bomo izbrali Tehnopark v našem prvi spletni vaji. Se pravi, tukaj, ko kliknemo na Tehnopark, se nam odpre fotografija. Gremo v današnji indeks, ki smo ga ustvarili, in pa pred naslov H1 pričnemo s pisanjem kode. Ahref je ukaz, ki nam pove, na katero mesto oziroma kam želimo, da spletna stran odide. Ravnokar vidim, da sem se zmotil pri poimenovanju spletnega mesta, zato ga zaprem, preimenujem in ponovno odprem v Sublime editorju. Za odpiranje uporabi Sublime Text. Tako, fotografije.html in pa zaključek za značko povezava. V prvem delu značke označimo, na katero mesto želimo, da nas popelje. V drugem delu, dokler značke ne zaključimo, pa povemo, katero besedilo se naj nahaja na mestu za klik. Vkolikor zadevo izbrišemo, povezava ne bo imela nobenega besedila in ne bo v tem primeru klikabilna. Shranimo
in ponovno odpremo naš indeks. Tokrat se je indeks pobarval kot povezava in ko kliknemo nanj, se odpre naša stran fotografije. Fotografije in povezave pa lahko ustvarjamo tudi do drugih mest. Pa si poglejmo, kako naredimo to. V tem primeru bomo ime Šolski center Celje povezali s spletno stranjo našega šolskega centra. Ponovno napišemo A, presledek href in ustavimo pot, kamor želimo, da nas naslov popelje. Manjka nam še samo zaključek značke. Dokument shranimo in ponovno odpremo indeks HTML. Sedaj, ko kliknemo na Šolski center Celje, nas ta ponese na spletno stran Šolskega centra Celje. Vkolikor pobrišemo katerikoli del kode, dokument shranimo, ga ponovno odpremo, vidimo, da ni nobene povezave, ker ni besedila. Dodamo ponovno nazaj besedilo. Sedaj, ker ni v H1, ne bo tako veliko besedilo, bo navaden tekst. Dokument shranimo in če osvežimo našo spletno stran ali ga ponovno odpremo, vidimo, da je povezava ponovno tukaj. Fotografije lahko vstavljamo tudi z kateregakoli spletnega mesta. Pomembno je, da vemo, da bodo fotografije tam dlje časa in da se ne bodo menjale. V tem primeru bomo pot fotografije prikazali kar kot pot, ki se nahaja nekje drugje na strežniku. Desen klik, kopiraj naslov slike. In v našem dokumentu pod fotografije za image source uporabimo kar spletni naslov. Desen klik, prilepi ali Ctrl V. Dokument shranimo in poglejmo, kaj smo naredili. Če odpremo indeks, če se še spomnite, Tehnopark nas odpelje na fotografijo, imamo zdaj tudi logotip Šolskega centra Celje. To je bilo za tokrat vse. Lepo se imejte, se slišimo prihodnjič.